Pozdravljeni. Multipla skleroza je bolezen, ki jo pogosto spremljajo strah in negotovost, ker je tako nepredvidljiva. Ima 1000 obrazov in se praviloma pojavi v letih, ko so ljudje najbolj v pogonu, v službi, pri družini, pri načrtih. A zadnja leta se je zdravljenje izjemno spremenilo. Danes govorimo o zgodnjem in dovolj močnem zdravljenju, o individualnem pristopu in o tem, da lahko številni bolniki živijo aktivno in polno življenje. Z menoj je eden vodilnih strokovnjakov na področju obravnave multiple skleroze, nevrolog profesor dr. Uroš Rot iz Nevrološke klinike v Ljubljani. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Z veseljem. Kaj je multipla skleroza, kakšna bolezen je to? Multipla skleroza je vnetna, demilinizacijska, domnevno avtoimunska bolezen osrednjega živčevja, ki prizadene različne dele možganov, malih možganov, hrbtenjače. Zakaj pravimo, da gre za bolezen tisočerih obrazov? Zaradi več razlogov. Eno je večžariščnost bolezni, kar sem že omenil, kar predstavlja prizadetost različnih delov osrednjega živčevja. Živčevje je kompleksen sistem, prizadetost različnega dela se izrazi z različnimi simptomi. Težave z vidom, težave z gibanjem, mravljinčenje in podobno. Drugo, kar ji daje pestrost, je dinamika bolezni, namreč pretežno vnetna bolezen, ki poteka z zagoni, z izboljšanji, kot recimo kakšni prehladi, gripe in podobno, poznamo iz vsakdanjega življenja. Potem po določenem času preide v napredujočo fazo, kar pomeni, da se simptomi lahko stopnjujejo. Napredujoče težave z gibanjem, napredujoče težave s pomnjenjem, napredujoče težave s koordinacijo. No in tista tretja značilnost, ki daje pestrost, so pa splošni simptomi, kot so utrudljivost, motnje pomnjenja in podobno. In seveda kombinacij teh simptomov pa potekov je veliko, zato je individualni odtis bolezni pri posamezniku različen. Zakaj je to bolezen, ki zaobjame ravno to najbolj aktivno populacijo med 20 in 40 in zakaj je več žensk med njimi? Ja, tukaj bi poskušali izhajati iz vzrokov, ki pripeljejo do bolezni. Neposrednega vzroka seveda ne poznamo, ampak vemo recimo, da okužba z EBV, Epstein-Barr virusom, je nujen predpogoj, da nekdo zboli z multiplo sklerozo. Drugi dejavniki tveganja so recimo kajenje, pomanjkanje vitamina D. In ti dejavniki tveganja nastopijo ravno v tem obdobju adolescence, recimo okužba z EBV, če nekdo zelo zgodaj preboli bolezen kot otrok, potem nima povečanega tveganja za multiplo sklerozo. Če zboli v adolescentnem obdobju, potem ima povečano tveganje. Kajenje, mi mislimo, da kajenje rani dihalne poti in preko dihalnih poti lahko pride do aktivacije imunskega sistema. Skratka, in imunski sistem se pa na te sprožilce dosti hitro odzove. Zato zboli pretežno mlada populacija. Tako kot ostale imunske bolezni je tudi multipla skleroza bolj pogosta pri ženskah. Povezujemo večjo pojavnost pri ženskah z hormonskimi motnjami, vendar ne poznamo dovolj natančno mehanizmov, da bi nam to pomagalo pri obvladovanju bolezni. Omenili ste Epstein-Barr virus, to je virus, ki povzroča infekcijsko mononukleozo. Ta se dosti pogosto pojavlja pri mladostnikih. Je to potem en tak simptom, en tak dejavnik, pri katerem ste bolj pozorni, če pride nekdo, ki ima... Ne, nismo bolj pozorni. Dejstvo je, da okužbo z EBV, to vidimo s prisotnostjo protiteles, preboli velika večina prebivalcev, 90%. Ampak čisto vsi z multiplo sklerozo. Tako to samo okužba, različna jakost ali infekcijska mononukleoza, blažji poteki, to nam ne more pomagati pri opredelitvi tveganja za multiplo sklerozo. To, kar pa vemo, sem pa že omenil. Če
prebolimo okužbo z EBV zelo zgodaj, tveganje za MS ni tako visoko kot v teh mladostniških letih. Zanimivo. Če rečeva potem, kateri so taki prvi znaki, ki lahko človeka opozorijo, da se mogoče odvija pri njem kaj v zvezi z multiplo sklerozo? Približno 85% bolnikov z multiplo sklerozo začne z zagoni in izboljšanji simptomov v tem starostnem obdobju, ki so ga omenili med 20 in 40 letom. Prizadetost vidnega živca, slepota na eno oko, manifestacija, prizadetost hrbtenjače, mravljinčenje po različnih delih telesa, težave z odvajanjem vode, ohromelosti, prizadetost možganskega debla, dvojne slike in podobno. To so take najbolj pogoste zgodnje manifestacije, ki pa tudi na dovolj značilen način potekajo. Tako spet kot neko vnetje, razvijajo se v nekaj dneh, stabilizirajo, popravijo v nekaj tednih. To je taka tipična zgodnja oblika multiple skleroze. Na kakšen način, s katerimi preiskavami jo določite, dokažete? Diagnostičnega testa za multiplo sklerozo, ker ne poznamo vzroka, nimamo. Imamo pa zelo občutljive preiskave, ki potrdijo diagnozo. Žarišča vnetja so zelo dobro vidna na slikah z magnetno resonanco. Če nekoliko pretiravam, čisto vsi bolniki z multiplo sklerozo imajo ta žarišča vnetja v možganih in v hrbtenjači. Če je teh žarišč nekoliko manj, ta žarišča so lahko včasih povezana z drugimi boleznimi, če je teh žarišč manj, potem iščemo pa dokaz vnetja v osrednjem živčevju. Pregledamo spinalno tekočino, likvor, pravimo tej tekočini, in če opazimo znake vnetja, nek kazalec, ki mu pravimo oligoklonalni trakovi, ali pa še novejši, povišan indeks prostih lahkih verig kapa, vse to, kar nam kaže na vnetje v osrednjem živčevju, te kazalci ima pozitivnih 90 do 95% bolnikov z multiplo sklerozo. Potem smo v diagnozo hitro prepričani. Kako se lotite zdravljenja? V uvodu sem dejala, da je zdravljenje individualno in da začnete tako na oreng, močno. Grobo ločimo 3 vrste zdravljenj. Okay. Tisti na vrhu težav, govorimo o zagonu multiple skleroze, jih poskušamo najprej umiriti z infuzijami s kortikosteroidi. Ta zdravila ne vplivajo na potek multiple skleroze. Potem ne glede na to, kako dobro poznamo stanje, vedno lahko pomagamo simptomatsko, lajšamo različne simptome, ampak največ preboja na področju multiple skleroze je pa bilo na področju preventivnega imunskega zdravljenja. Skratka, pri zdravilih, s katerimi želimo vplivati na potek bolezni. Vpliv na zagone, vpliv na pojavljanje novih lezij, zakasnitev ali preprečitev kasnejšega napredovanja prizadetosti. Ta zdravila so pa zelo različna, recimo 15 različnih zdravil imamo in vplivajo na različne dele imunskega sistema. Nekatera biološka zdravila usmerjena proti limfocitom B preprečujejo tvorbo limfocitov B, nekatera zdravila preprečujejo tvorbo limfocitov B in limfocitov C, nekatera zdravila preprečujejo prehod zdravil preko prehod vnetnih celic preko možgansko-žilne bariere, nekatera zdravila preprečujejo prehod vnetnih celic iz bezgavk v krvni obtok, tako da sploh ne morejo priti v osrednje živčevje. Nekatera zdravila preprečujejo tvorbo vnetnih celic, delujejo na DNA in podobne molekule. Kakšne tipe multiple skleroze pa poznamo? Najbolj običajen je tak, ki sem ga že omenil, recidivno-remitenten potek. Velika večina bolnikov prične s tem tipom. Potem po določenem času bolezen preide v napredujočo. Če po obdobju z zagoni pride v napredujočo fazo, govorimo o sekundarno napredujoči obliki multiple skleroze. Pri nekaterih
bolnikih tega obdobja zagonov ni in imajo stalno napredujoče težave. Govorimo o primarno napredujoči obliki multiple skleroze. Imamo pa tudi predstopnjo bolezni, radiološko izoliran sindrom, takrat, ko imamo neke neznačilne simptome, pa vse biološke kazalce, ki govorijo za multiplo sklerozo, recimo, če nekdo naključno opravi slikanje z magnetno resonanco in to sproži dodatno diagnostiko. Imamo tudi benigno obliko multiple skleroze, kar je spodbudno. 10-20% bolnikov nikoli ne bo imel težav zaradi bolezni. Težava je seveda v tem, da to lahko rečemo za nazaj. Po 30 letih rečemo pacientu, vi ste pa še vedno v redu, imate benigno obliko multiple skleroze, ampak to nam ne pomaga prav veliko pri ukrepanju, ker pač poskušamo, ker nekako neke garancije za benigen potek multiple skleroze pa ponavadi zgodaj nimamo. Imamo lahko določene kazalce, ki kažejo na ugoden potek na nivoju populacije, pri posamezniku je pa seveda težje določiti. Koliko so zdravila v resnici lahko učinkovita, ali se tudi razlikuje od primera do primera, kako komu primejo, pomagajo? Pri bolnikih z najbolj pogosto recidivno remitentno obliko multiple skleroze so zelo učinkovita. Umirijo, zmanjšajo delež zagonov za 60% in več. Povsem umirijo magnetno-resonančno aktivnost, kar spremljamo. Pri bolnikih z napredujočimi oblikami je pa precej več težav. Tukaj pa imamo prve preboje v zdravljenju. Okrelizumab recimo za bolnike s primarno napredujočo obliko multiple skleroze, siponimod za sekundarno napredujočo obliko multiple skleroze. Ti pa recimo zmanjšajo verjetnost napredovanja prizadetosti za približno 30% v 2 letih. Tako da tukaj so pa na tem področju smo pa na približno podobnem tipu oziroma podobnem deležu obvladovanja bolezni, kot smo bili pred 30 in več leti pri recidivno remitentni obliki multiple skleroze. Skratka, neki začetki spodbudni, ampak še precej težav. Kaj lahko pričakujejo bolniki, kar se tiče neželenih učinkov pri jemanju zdravil? Kot ste že omenili, je trend zdravljenja vse bolj pogosto, vse bolj zgodaj začeti z potentnimi zdravili. Klinične študije iz realnega sveta so pokazale, da bolniki precej bolje odnesejo, če zgodaj začnemo zdraviti agresivno, kot če zavlačujemo z zdravljenjem. Žal pa imajo bolj potentna zdravila tudi bolj resne stranske učinke. Če se nekoliko izrazim nenavadno, če se igramo z imunskim sistemom, potem pričakujemo 3 vrste zapletov. Po eni strani lahko povečano tveganje za okužbe, po drugi strani se lahko poveča tveganje za malignome, posebej določene vrste, limfomi in podobno. In tretji tip, najmanj pojasnjen, je pa povečana dovzetnost za avtoimunske reakcije. Skratka, za zdravili, s katerimi vplivamo na avtoimunost, lahko celo spodbudimo imunski odziv. Tako da no in v teh 3 skupinah najdemo različne tipe. Progresivna multifokalna levkoencefalopatija, usodna bolezen osrednjega živčevja, opisana najbolj pri bolnikih na natalizumabu. V Sloveniji smo imeli primer na siponimodiju, tudi bolnika, potem pri antibeciličnem zdravljenju. Tako da herpetični encefalitisi in podobno. Ja, ampak verjetno je cost benefit še vedno na strani zdravljanja, ker je multipla skleroza je ena izmed težjih bolezni. Absolutno. Ob neugodnem poteku pacienti to tveganje še precej lažje sprejmejo.
stranske učinke, potencialne stranske učinke pa poskušamo seveda po najboljših močeh pojasniti pacientu, da se z vsemi informacijami tudi samo odloči. Vedno je, zdravljenje je kronično, skratka partnerski odnos je izjemno pomemben tukaj. In pa poskušamo jih preprečevati tudi z monitoriranjem, sledenjem krvnih parametrov, predvideti stranske učinke. Skratka, vemo, če ima nekdo že protitelesa proti JC virusu, ki povzroča progresivno multifokalno lenkoencefalopatijo, da bo potem tveganje, da bo zbolel večje. Če bo dlje časa imel zdravilo natalizumab, bo tveganje še večje. Tako da poskušamo s spremljanjem, z okrepitvijo imunskega sistema v smislu preprečevanja okužb, ki so triggerji za bolezen. Tudi recimo cepljenj, tudi različnih cepljenj poskušamo potem tveganja tudi aktivno preprečevati. Kaj pa lahko bolnik naredi sam, poleg seveda tega tesnega zaupanja vrednega odnosa s svojim nevrologom, jemanje zdravil, kaj še spada zraven? To je pomembno, ne? Ta odnos z zdravnikom, zavedanje, da ima kronično bolezen, da se bomo stalno srečevali, je pomembno, tako da zaupanje je. Precej preproste nasvete damo bolnikom. Varujte svoje zdravje, možgane, skratka obvladujte dejavnike tveganja, ki okvarjajo možgane, pritisk, sladkor in podobno. Izogibajte se okužbam, tudi s cepljenji. No in v veliki večini primerov svetujemo tudi nadomeščanje vitamina D, ki je znan dejavnik tveganja za pojav multiple skleroze. Nimamo še tako dobrih dokazov, da bi samim nadomeščanjem vitamina D bistveno vplivali na potek bolezni. Vemo pa, da je v mehanizme nastanka bolezni vpleten, zato je dodajanje vitamina D prehrani, pa sončenje poleti, tudi nek splošen nasvet. Ta čudežni vitamin D, ne? Kako se izkaže v mnogih stvarih. Pri precej boleznih se danes pogovarjamo o vitaminu D, drži. Ali bolnikom svetujete tudi, da so fizično aktivni? Absolutno. S fizično aktivnostjo varujejo možgane, varujejo žilje, varujejo možgane, tudi določene simptome. Fizična aktivnost pomeni dobra fizična kondicija. Z dobro fizično kondicijo pacienti lažje obvladujejo tudi splošne simptome, kot so utrudljivost, utrujenost, kar je paradoksno. Ja. Trudimo se za to, da ne bi bili utrujeni, ampak drži. Povečana aerobna kapaciteta dihal, gibanje ugodno deluje na psihično zdravje, osveži bolnika, tako da absolutno svetujemo skrb tudi za fizično kondicijo. Verjetno tudi, da ostanejo v svojih službah, dokler jih lahko upravljajo, tudi ta verjetno socialna komponenta naredi veliko. Ja, če mene vprašate, si želimo, da bi bolniki šli skozi življenje natanko tako, kot so si predstavljali, delali celo kariero, imeli toliko otrok, kot bi jih želeli, skratka, da bi živeli povsem normalno. Tako da želimo držati bolnika na delovnem mestu, kolikor se le da, pomagamo pri vzdrževanju, pri zagotavljanju fizičnega in psihičnega stanja, da delo zmore. Žal pa napredki, na to je treba povedati, napredki na področju zdravljenja multiple skleroze se neposredno ne prenesejo povsem v zadrževanju ljudi na delovnem mestu, delo s polnim obsegom in podobno. Ampak vedno več bolnikov je normalno aktivnih z boleznijo. Treba je povedati tudi, da je družba prepoznala pomen multiple skleroze. Bolniki z multiplo sklerozo imajo nekaj, čemur pravimo prišteta delovna doba od diagnoze, kar pomeni,
kar pomeni, da jim je potrebno delati 9 mesecev za 1 leto priznanega pokojninskega staža. V preteklosti, ko smo imeli še redno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je bilo znano, da so vse storitve povezane z multiplo sklerozo plačane že iz obveznega zavarovanja, tako da je tudi družba, Zavod za zdravstveno zavarovanje prepoznal pomen multiple skleroze. Koliko pa je trenutno bolnikov v Sloveniji? Kaj kažejo podatki? Okrog 3500. Nimamo pa podatkovne baze, v kateri bi zajeli vse. Ampak to so naša predvidevanja. Nekdo, ki zboli za multiplo sklerozo, vpliva tudi na odnose v družini oziroma na nek način zboli cela družina. Kaj vi svetujete svojcem? Kako naj živijo? Kakšno podporo naj nudijo? Ja, podpora je vsekakor na mestu, čeprav mi vseeno izhajamo iz samega bolnika, skušamo ga podpreti na začetku tudi psihološko z postavitvijo diagnoze. Sorodniki na začetku niti ne potrebujejo veliko podpore, ampak ko pa je več težav z gibanjem, ko pacient potrebuje več pomoči, je pa tudi na tem področju družba nekaj naredila, osebno asistenco, redne rehabilitacije, odlično pomoč, odlično organizirano združenje bolnikov z multiplo sklerozo, kot nek prototip izjemnega združenja bolnikov z ogromno možnostmi, ki jih ponujajo bolnikov, kontakte, nasvete, glede izpolnjevanja obrazcev, pravice, ki gredo z bolezni, rehabilitacije, obiski poverjenikov na domu. Tako da je mreža organizirana okrog bolnika z multiplo sklerozo. Multiplo sklerozo je zelo dobra. Seveda to izhaja še iz preteklosti. Takrat je bilo še večje število bolnikov, precej prizadetih zaradi bolezni, so tudi več te pomoči potrebovali. Zdaj se pravi, z modernimi, sodobnimi zdravili upamo, da bo vse manj pomoči potrebno na tem področju. Ja, ta društva opravljajo res izjemno nalogo. Dobro je, da se lahko človek obrne k svojim, ki vedo, kaj preživlja. Verjetno se počutijo zaradi tega bolje in točno to, kar ste rekli, dobijo te osnovne informacije. Ali imamo v Sloveniji enako dostopna zdravila kot drugod po Evropi, po svetu? Ja, to pa absolutno. Absolutno. Če imamo nekaj težav, vse poznate na splošno zdravstvenem sistemu, dostopnost do diagnostike, čakalne vrste in podobno, so pa čisto vsa zdravila, ki jih v tujini uporabljajo za zdravljenje multiple skleroze, prisotna tudi pri nas. Oziroma tiste, ki jih nimamo, recimo določenega SNP modulatorja v resnici ne potrebujemo. Tukaj pa je tudi ZZZS pomembno vlogo opravi in moram reči, da tudi zdravila dovolj hitro pridejo do naših bolnikov. Koliko časa pa traja povprečno, da pri pacientu postavite diagnozo? Ker ni tako enoznačna spet. Diagnoza ni težavna pri tistem poteku, ki sem ga omenil na začetku. Zagon bolezni, ki pokaže sum na multiplo sklerozo in ga potem hitro potrdimo. Skratka, ta diagnostika se zelo, zelo hitro odvrti. Včasih celo paradoksno hitro, tako da pacient niti ni sposoben reflektirati vseh informacij, ki z vseh strani prihajajo do njega. Več težav je, če klinična slika ni povsem jasna, neke statične težave, neke nespecifične težave, nekoliko starejša populacija, napredujoče težave. Tukaj imamo nekoliko več težav pri postavitvi diagnoze, ampak trenutno tudi nimamo. So po eni strani terapevtske odločitve pri takih pacientih z nejasno klinično sliko bolj premišljene, pri tistih z napredujočimi težavami pa zdravila niso tako zelo uspešna, tako da paciente vseeno ne zgubijo toliko, kot bi se zdelo z zakasnjeno diagnozo. Za zgodnjo, tipično obliko multiple skleroze pa moram reči, da pa se diagnostični postopek hitro odvrti.
Ja, k tem gotovo pripomorejo tudi osebni zdravniki, ki tudi bolezen seveda sami dovolj hitro prepoznajo, tako da je potem pridejo kmalu v nevrologu, kar seveda je pa zelo dobro, da se takoj začne. Tako, in osveščenost seveda mladih ljudi. Če nekdo slepi na eno oko, sej to je povsem jasen, da ne bo kaj veliko čakal, pa hitro pride do okulista, ki ga usmeri pri nevrologu. Neko mravljinčenje, nekaj dni trajajoče, kar so včasih lahko naši predniki lahko malo zanemarili, pa danes hitro pripelje bolnika do družinskega zdravnika, ki ga potem naprej napoti k nevrologu in se spet zavrti ta diagnostični postopek. Imate vi kot nevrolog na delovnem mestu, ki ga opravljate, na voljo vse, kar bi si želeli za zdravljenje multiple skleroze? Lahko ponudite pacientom in rečete, izvolite, to je naš asortiman, to se zmoremo. Ja, sej tega ni nikjer na svetu, da bi vse lahko ponudili. Glavne težave, s katerimi se srečujemo, je pomanjkanje kadra, posebej specializiranih medicinskih sester, določenih vrst terapevtov, tudi precej dolge čakalne dobe na kontrolne preglede, kar poskušamo potem z različnimi manevri nevtralizirati. Tako da prostori za izboljšave tudi obstajajo. Ampak načeloma pa to ne vpliva na kvaliteto zdravljenja? Morda pri nekaterih bolnikih, morda nekatere bolnike preredko vidimo. Tako da si vsak posameznik poskuša lastno triažo narediti, izkoristiti vse resurse, ki jih bolniki imajo. Vas bom pa pogledal čez 1 leto pa pol, brez problema, zato ker hodite na pol leta na infuzije. Če bodo kakšne težave, takrat povejte. Ja, lahko nekateri, ki nimajo pravih zdravil, nekateri na osnovnih zdravilih, pa lahko jih vidimo prepozno. Tako da tukaj določene težave imamo. Ni pa več težav z radiološko diagnostiko. Ja. Kaj bi svetovali bolnikom na začetku, ko dobijo diagnozo multiple skleroze? Kaj konkretno bi jim svetovali, kako naj nekako bolezen sprejmejo, se poskušajo nekako zbrati in živeti naprej? Katere so tisti konkretni nasveti, ki jim date? Ja, pri tistih recidivno-remitentnih oblikah bi zanesljivo omenil, da bomo poskušali z nekim optimističnim nasvetom, da bomo uspeli umiriti bolezen s sodobnimi zdravili, ki jih imamo na voljo. Osnovni nasvet vključuje tudi splošne ukrepe, ki sva jih prej omenila. In pa seveda je treba včasih tudi kar jasno reči, veste, na kontrole pa le hodite redno, moramo se videti na vsake toliko časa, da prečekiramo nekaj informacij, da poveste, kako ste, da vidimo, kakšni so rezultati preiskav. Tako da redno sledenje pri nevrologih, specifične podpore pa glede na potrebe, tako kot sem omenil, medicinske sestre za uvajanje novih zdravljenj, psihologinja za podporo, delovna terapevtka, ki pomaga s programom utrudljivosti, fizioterapevti, rehabilitacije, če so potrebni. Tako, to so pa že nasveti glede dela, kakšno delo opravljate, zmorete delo, vas podpremo z zdravljenjem, vas podpremo s poklicno rehabilitacijo. Skratka, to so pa potem že bolj individualni ukrepi. Zakaj pa bolniki nekateri špricajo kontrole? Zakaj ne pridejo? O tem pravzaprav nisem prav veliko premišljeval, ampak predstavljam pa si, da nekateri se dobro počutijo, dajo na stran, skušajo tudi ne premišljevati o svoji diagnozi. Kar je tudi človeško. Nezaupanje v sistem. Mogoče se sicer trudimo, da ga ne bi nekako, da pacienti tega ne bi čutili.
Tako da različni razlogi so. Kakšna pa je prihodnost zdravljenja multiple skleroze? Na področju recidivno-remitentne smo že precej veliko naredili. Računamo, da bo precej manj bolnikov v te napredujoče oblike bolezni prišlo. Potem pričakujemo nova zdravila, drobne molekule, BTK inhibitorje, ki bodo korak naprej na področju napredujočih oblik multiple skleroze, naredili morda že v prihodnjem letu, 2. In pa, če sem nekoliko provokativen, ta povezava med EBV pa multiplo je zelo jasna, ne, tako da lahko špekuliramo, da bi morda cepivo, ki je v razvoju za EBV, za mononukleozo, da bi v prihodnosti močno zmanjšalo pojavnost same bolezni. To so zaenkrat špekulacije, ampak možen je tudi ta scenarij. Naj se uresniči. Najlepša vam hvala, da ste bili moj gost. Hvala za vabilo. Z veseljem. Današnji pogovor je jasno pokazal, da diagnoza ni konec poti, temveč začetek drugačnega, bolj zavestnega odnosa do zdravja. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.